poenostavi izraz, oklepaj, x minus 4 ulomljeno z x minus 3 minus 10x ulomljeno z x kvadrat minus 3x, zaklepaj deljeno z x kvadrat minus 4 ulomljeno z x kvadrat minus 6x plus 9. Najprej bomo odšteli ulomka v oklepaju, zato bomo jih dali v skupni imenovalec. Najprej moramo razstaviti ta drugi imenovalec. Prvi ulomek pripišemo. Minus 10 minus x, od spodaj razstavimo tako, da izpostavimo x. Ostane nam x minus 3 v oklepaju. Ulomke delimo tako, da pomnožimo z obratno vrednostjo drugega ulomka. To pomeni, da števec in imenovalec zamenjamo. Torej, od zgoraj pišemo x kvadrat minus 6x plus 9, ulomljeno z x kvadrat minus 4. Je enako. Sedaj damo prva dva ulomka na skupni imenovalec, ki je x krat oklepaj x minus 3. Prvi števec moramo pomnožiti z x. Dobimo x minus 4 krat x. Ta drugi števec le prepišemo, upoštevamo pa negativni predznak pred ulomkom. Torej dobimo minus 10 plus x. Ta drugi ulomek bomo tako števec kot imenovalec razstavili. Števec opazimo, da je to popolni kvadrat. Popolni kvadrat pravi, da je a minus b na kvadrat enako prvi na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. V našem primeru je prvi člen x in drugi člen je 3. Vmes je minus. In dobimo na kvadrat. Od spodaj opazimo, da je tole razlika kvadratov. Pravilo za razliko kvadratov pravi, prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat je enako, prvi minus drugi krat prvi plus drugi člen. Pa napišemo, naš prvi člen je x in ta drugi člen 2, torej x minus 2 krat x plus 2. Sedaj, če lahko tale izraz malce okrajšamo, opazimo, da se da okrajšati tale potenca in tale faktor. Prvi števec pa bomo poenostavili. Pomnožimo. Dobimo x kvadrat minus 4x in pripišemo minus 10 plus x. Spodaj nam ostane samo x. V drugem ulomku dobimo od zgoraj x minus 3, od spodaj pa x minus 2 krat x plus 2. Seštejemo člene v prvem števcu in dobimo x kvadrat minus 4x plus x je enako minus 3x minus 10. Spodaj pripišemo x krat drugi ulomek le prepišemo. Sedaj bomo razstavili še prvi števec. Uporabimo Vejetovo pravilo. Vejetovo pravilo pravi, da izraz razstavimo na dva oklepaja tako, da na prvo mesto v obeh oklepajih pišemo x, na drugo mesto v obeh oklepajih pa pride število. Dve števili. Produkt njunih števil mora biti minus 10, vsota njunih števil pa minus 3. V našem primeru bo to torej prišlo minus 5 plus 2. Še od spodaj pripišemo x in pomnožimo z ta drugim ulomkom ponovno. Sedaj še okrajšamo ulomek, kar se da. Okrajšati se da x plus 2 in x plus 2. In dobimo že končni rezultat, ki je enako x minus 5 krat x minus 3
polomljeno z x krat x minus 2. To je poenostavljen izraz.